Prisrčen pozdrav. Včeraj se na mene obrnila neka Facebook frendica ali pa fenica, bom rekel, ki sem ji že parkrat par stvari tako odgovoril, spet ima neko vprašanje. Jaz sem ocenil, da bi bila to rubrika pogovor, ker je take vrste, ne pa video po naročilu. V teh dneh imam kar neka naročila za ta video po naročilu, tako da pride na vrsto še marsikaj. Donacije so zaželjene tudi v tem kontekstu teh pogovorov, običajnih videov, ker se mi zdi, da plemenitim slovensko družbo z nekimi znanji, ki jih drugje ne boste dobili. PayPal je ta link, ki ga dobite, kakšen evrček ali pa dva mi ne bosta škodila. No, zdaj bom pa prebral to, kako je zastavila tala Facebook frendica, fenica moja, kako me je nagovorila. Napisala mi je takole: kako bi vi kot terapevt oziroma dober poznavalec teh stvari, psihe, razložili, kaj se dogaja v človeku, ko pije žganje? Je to sploh še on? Ali ga nekaj obsede? Mimogrede, hudič zagotovo ne. Kaj je tisto nekaj, da človeka spotakne, da gre človek tako rekoč v samouničenje, avtodestrukcijo, se degradira, si zmanjšuje vrednost in se poniža, dela budalo iz sebe? Kaj je tistega? Sicer je človek, moj prijatelj, piše tale fenica, sicer v življenju, če je trezen, čisto ok, celo več kot ok, ne? Ampak par štamprlov preveč, pa se spremeni, človek se čisto obrne in postane, sploh ne znam opisati, kako radikalno se obrne, kako se spremeni, popolnoma se spremeni. Kaj se torej zgodi v njem? To je bil sporočilo, je bilo na zasebno sporočilo na Facebooku. Moj pisni odgovor je bil pa takle: žganje bolj in hitreje zadane. Pirov moraš 10 spiti, da si toliko zadet, kot če spiješ pol litra vodke. Zdaj pa scat hodiš 10 pirov, to je 5 litrov. 5 litrov pira proti pol litra šnopca, vodke, rakije, konjaka, viskija. Meni je takole ljub od viskov Jameson, tu in tam, pred kako predstavo mogoče, ali pa Skenderbeg, ta je pa albanski konjak, ta je dober. Mislim, se pravi, dvojna dozica. No, v ozadju tiči želja po omami, ki izboljša psihično počutje. V konzumaciji žgane pijače jaz vidim še pridih mazohizma, ker pač žganje malce zapeče, te strese. Ampak to ni bistveno. Bistvena je zadetost, torej omama, ki ima v jedru svoje patologije eno veliko žalost, ki ima seveda infantilno podstat, torej žalost, ki korenini v otroštvu. V celi alkoholni zgodbi, bolje rečeno kalvariji, je pomemben še spol. Namreč moški, ki se napije, nima takšne stigme kot ženska, ki se napije, ker v Razočarani gospodinji rečem, baba pjana, rit prodana. Mnoge ženske se ne morejo krotiti v smislu pohote. Pohote ne morejo krotiti, spolne želje, spolne sle, ko so pijane. Zato je tendenca moških, da babo napiješ, pa bo pa dala. Se bo pa malo seksualno razigrala, ker se ne more brzdati. In pol ima stigmo promiskuitetnosti. Sicer pa po mojem videnju in izkušnjah so te žalostni ljudje žalostni zaradi otroštva, ker so takšni, torej kot ranjeni, nastali v otroštvu. Alkohol jim namreč, kadar ga konzumirajo v večjih količinah, znižuje tisto nadležno tesnobo, tenzijo, anksioznost, kot se reče v psihiatriji, strokovno.
Anksioznost, ki non-stop otežuje normalno življenje, v katerem se ne morejo sprostiti. Alkohol jih pa sprosti. Alkohol je namreč, rekel, naravni antidepresiv. In tako dalje, in tako dalje. Nisem zdaj tipkal. Lahko bi posnel video, sem še napisal na to temo. Bom videl, kako bom s časom trenutno se še mučim z videom po naročilu, torej z Jungom, in sem se res mučil. To sem 5 videov posnel po 20 minut, 5 delov, tako da plemenitim osveščam ljudi z nekimi znanji, ki jih oni nimajo. Ta Facebook friendnica mi je še napisala, to bi bilo super, glede videa, da na to temo posnamete video. Zelo dobro ste razložili, splošno to, kar sem že povedal. Dodala bi še vprašanje, kaj pa se zgodi s človekom, ki se ga napije žganje enkrat na leto in se mu totalno odpelje v samouničenje, pa nima navade redno piti. Zdaj, če bi o tem prijatelju več vedel, bi pazle dal v neko sliko in bi videl skupaj z mojim znanjem, bi stvari povezal in do potankosti razložil, zakaj se temu prijatelju odpelje, oziroma zakaj ima take ekscese avtodestruktivne narave. Zdaj, to avtodestruktivnost, ki je opazna, moram reči, da teoretsko ni bistvena, ker dejansko, če to opaziš, človek se ubija samega sebe, ampak nima mazohistične tendence v ozadju, da bi se zapijal za to, da bi sam sebe mučil. Ampak mazohizem pri alkoholikih ni ključen, ključno je olajšanje, ki sledi, ko se človek napije. Tisti, ki imajo tenzijo, infantilno travme iz otroštva, ko spijejo, se zapijejo in to do daske, nimajo več tesnobe in jih to sprosti. To je bistveno v teh zgodbah, ki so tukaj nakazane predvsem. V teh, skoraj 20 letih aktivnega svetovanja, pa tudi v zadnjih 15 let, tudi terapiranja, ki sem se ga prej malo tepal, češ nimam licence, ne bom terapiral, potem sem pa vedel, kakšne neumnosti delajo pa uradni psihoterapeuti. Mimo šarlatanov, kaj dela psihiatri, ki šopajo s tableti, sem rekel, nič. Moralno prav je, da pa jaz pa tudi terapiram. Se pravi, to je postkonvencionalno moralno razsojanje, zaradi katerega zdaj pa jaz terapiram, kljub temu, da nimam licence, ker je moralno prav, da terapiram, ker noben drug ne zna pomagati. Mnogim, ki pridejo k meni, so bili že povsod, pa jim nihče ni pomagal. Zdaj teh zgodb imam v 15-20 letih, ali pa še več, ker kolegi, ki jih poznam celo življenje, so zapiti dan danes, sam vem, kakšno otroštvo so imeli. Približno vem, nekateri se mi tudi izpovedujejo in te lokalni pijančki, od nekatere sem tudi spreobrnil, sem razložil, zakaj ima to tendenco omamljanja. Spomnim se nekoga, je prišel sem, da je žena alergična, ko sam povoha alkohol. Sem rekel, to pa verjetno zato, ker je sama imela alkoholnega očeta in ko njen mož pije, se iztrga čist. Ker se ji travma iz otroštva vrača, ker njen mož, ki je simbolni naslednik očeta, zdaj bom pavzo pritisnil. Sem imel telefon, pa še Loki je kras po povratih, tako da bom nadaljeval. S tem moškim, ki se je zapijal enkrat na 3 mesece, žen se je zmešala, sam če pogledala, da je blizu alkohola. Potem sem pa ugotovil, da ima ta ženska probleme z lastnim očetom, ki je bil alkoholik. Zato je toliko alergična na dotičnega moža, ki pa je vendarle imel tendenco, to se je pa fino poklopilo, imel je tendenco, da se zapija na 3 mesece ali pa na pol leta do daske. Da recimo, da pije cel dan in to betonira, rekom par pirov,
pa pol malo šnopčka česa, pa kar precej šnopčka, da ja prime. Ker potem postane malo drugačen, manj napet. In pa ne zna nehati, ne. In potem ugotovim, ne, kaj vse je narobe s tem dotičnim potencialnim alkoholikom oziroma kronikom obdobnim, ne, ko se na 3 mesece pa na pol leta napije, ne. Pa to pol pa pije 2 dni, 3 dni, pa je enkrat celo več. Skozi je pil, ne. Ok, zdaj boste rekli, ni čudno, da je žena tako alergična. Ne, žena ima problem z lastnim očetom. Ampak pri dotičnemu sem pa potem ugotovil, kako hudo je bilo v njegovem otroštvu, ne, vse narobe. Bil je priča kot mali otrok, da se mu je mama obesila, da jo je videl. Rekel, gospod, ni čudno, vi te travme v bistvu niti ne morete predelati, da otrok vidi, ne vem, koliko je bil 5, 6, 7 let star, se je mama obesila. Rekel, to ne morete ven z psihe dati. To je glavni vzrok, da vi pijete, ne? Da se zabetonirate tiste svoje doze alkohola, ki so običajne, vi pa ne znate nehati, ne. In pa jaz tako malo preučujem, ne, kakšen, imate kaj sorojencev, ja, brata, mlajšega, sem rekel, ta pa še bolj najebo, ja, je gej, ne. Pa mogoče ne toliko, zato ker ni bilo mame, ampak otroštvo, odipalna scena je bila pač taka, da se je pač prelevil v geja, infantilni razlog je bil, tega pa pač vleče v te fatalne omame, strateško bi rekel, ta nikoli ne sme probati teh alkoholnih napitkov, ker ga potegne noter, ker je lušen biti pijan, ker te sprosti, ker tenzija popusti, ne. Zdaj, spomnim se primera, ko je tip poslovno bil izredno uspešen, par let nazaj. Zelo, zelo uspešen. Potem je po spletu okoliščin se je pa življenje tako obrnilo, da se je nekako odrekel te svoje poslovni uspešnosti, ni več poslovno raztural. In kaj se je zgodilo? Zapil se je. In pa pride k meni, jaz sem slišal, da se vi tudi z alkoholiki ukvarjate. Jaz spijem po liter viskija na dan, tako, ne sicer vsak dan, ampak to mi ful pomaga, da sem bolj sproščen, bolje se počutim, ampak vsi mi pravijo, nek me malo bolj poznajo, koliko jaz pijem, da sem kronik, ne, jaz pa mislim, da nisem, tako mi je zastavil. Sem rekel, koliko imate pa tega prihodka na mesec? Je rekel, zdaj nič več, ne, tip je star bliž 60 let, je rekel, malo sem se umaknil, tako da bi šel v penzijo, čeprav še ni čist star za penzijo, ne. Sem rekel, gospod, vi ste simbolno kastrirani, ker nič več naslužite, vi ste bili celo življenje alfa samec, zdaj ste pa tako rekoč niko in ništa na krilih stare slave, pa veliko denarja. Sem rekel, dajte nazaj v biznis jet. Ko boste spet, bi rekel, si ga po konc postavili, ne, sej, me ne matra nič potentnost, to žena obratujeva. Sem rekel, ne, ni to problem, vi imate simbolno kastracijo v nezavednem ozadju, predzavestnem, bi rekel, ker on se zaveda, da mu ni fajn biti brez prihodkov, brez službe, pa na krilih stare slave, ampak, ne, nezavedni simbolni procesi pa to dojemajo kot kastracijo, se pravi povezujejo sedanje stanje brez vevrčkov, pa kastracijo, ki se je zgodila v odipalni fazi, potencialna kastracija, kastracijska bojazen je v ozadju, ne, da to učinkuje na psiho in potem ta tenzija, da si kastriran simbolno, ne, ti, ko spiješ, ta tenzija zbledi, ne, se umiriš. Je lušen biti pijan, ne? Zato pravim, da je to naravni antidepresiv, ne? To so neke zgodbe, spomnim se 10 let nazaj, ta je bila fascinantna zgodba, ker je šlo pa za žensko, ni iz bivše Jugoslavije, ne? Ampak celo bolj na vzhodu je,
iz Rusije. Kaj je bila pa ta ženska, bi rekel, ta je tudi na 3 mesece liter šnopca je eksala, tako rekoč, padla v komo, ni znala nehati piti. In mene so prijatelji povabili, tole naša, dobro slovensk, ima tudi družino, otroka tukaj, sicer ločena, pa z drugim, pa tako naprej, poročena z Avstrijcem zdaj, ne, nalodan z denarjem, ne, tako jaz sem sumil, da je znala biti kot lepa ruskinja, tudi malo v teh, kako bi rekel, striptizetskih vodah, stara je bila pa takrat, 10 let nazaj, rekel tam okoli 50 let, ne, lepota je že malo v franže šla, ampak se je ful najdla, mož jo ima rad, ful dobro funkcionira, ok, tu in tam ima tudi te, bi rekel, omamne epizode s kakšno travo, celo s kokainom, kar mi je tudi priznala, ampak problem je vodka, ki si jo nažlampa liter, ne, te ruske vodke. In potem sliko gospa, tekoče govori slovensko, pa tako naprej, slovenka drugače, ampak prvih 6 ključnih let, ne, je bila v Rusiji, ne, zgodba, ki sem jo pa tam slišal, ne, kako so ji odtegnili mamo, ne, ločene starše imela, oče je tako rekoč zaplenil hčerko svoje ženi in ni imela več stika do svoje žene, svojo babico je morala klicati mama. Siko, gospa, vi ste tam ranjeni, ne? Pa tako, ne, vedela, da je to oče naredil, siko, gospa, vi očeta tudi kaznujete, tako, ali pa ste, ko ste imeli lepoto, ki ste jo lahko unovčili, ne, ker je bila ful dobra mrha pri 50 letih, siko, vi kaznujete svojega očeta s tolo vašo promiskuitetnostjo, ne, oziroma, zdaj jaz bi rekel, da je možno, da se je tudi zagnar dol dajala, ne samo bila striptizeta, ne, ker to biti striptizeta, pa pol se manj za denar dol dajati, ne, kot da 1000 evrov za 1 urco, ne, te naloudani tujci, ker je delala bolj tam v obmejnih predeljih, tam Avstrijci, Italijančki, ne, to je sever Gorenjske bila to, ne. Ni da ni, zapletla se je na račun svoje lepote, svojih nezavednih procesov, tendenca kaznovati očeta, ki mi je zagodel tako, da je svojo mamo dal meni za mamico in sem morala babico mama klicati, mamico mi je pa odtegnil, ne. In potem se je pač preselila v tujino, pa na koncu v Slovenijo, obratovala na račun svoje lepote, ni ravno trpela, ampak vsake 3 mesece se pa do daske napila in vzrok je bil infantilne narave. Težko otroštvo, ne, laično rečeno. Zdaj, kaj več ne bom povedal, rekel, ključno stvar sem povedal, da so večinoma kroniki nastali kot ranjeni v otroštvu, znotraj primarne družine, ok, zapijajo se lahko tudi spolno zlorabljene ženske ali pa moški, sam teh je manj, ne. Na račun spolne zlorabe pa je njihova primarna družina bila dovolj dobra. Za primarne družine se ne bi smeli zapiti. Tudi kakšne ločitve so lahko v ozadju, ne, ki starši mislijo, kako so jih fino speljali, v resnici jih pa niso, ne. Tako da sem rekel, tole bom posnel, ker je zadeva dost koristna za vse te vas, ki občasno mogoče malce preveč spijete. Ampak tudi tisti, ki imate tukaj sedaj probleme, recimo brez službe biti ni enostavno. Ne, moški, če ste brez službe, ste brez kurca, ne, se reče. In po to toliko boli, da omama vam pa zbledi, pa znate preko omame, alkohola ali pa tudi kakšne droge, kokaina, sflegmatizirati. Nekaj, kar bi lahko v osnovi sami sflegmatizirali na ravni miselnih procesov, ne, z neko logiko, ki botruje flegmatizaciji.
logiko morate upeljati, ali pa moške, ki ženska pusti, ali pa tudi ženske, ki jo mož pusti, ne, če ima dober odnos z lastnim fotrom, potem se zadeva, bi rekel, psihično negativno obrestuje v obliki zapadanja v razne omame, odvisnosti od, bi rekel, od nekih užitkov, ki ne sodijo v normalno življenje.